Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do predsedniških volitev je samo še 6 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Vas zanima, koliko nas je? Izveste čez nekaj trenutkov. 18.728 živih otrok se je rodilo lani, oziroma 214 več kot leto pred tem. Po desetletju upadanja, torej ponovno rast rojstev. Ja, kot veste, vsak procent se pozna. Sedaj pa se lotimo 25. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali živ ali mrtev, ali naš zdravstveni sistem še diha. Kakšno je zdravje zdravstvenega sistema in kako ga izboljšati, nam bo povedal naš posebni gost, dolgoletni bivši direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje in bivši minister za zdravje, gospod Samo Fakin. Gospod Fakin, dobrodošli v Faktorju. Hvala lepa, dobro večer. Dobro večer tudi vam. Evo, izjemno smo veseli, da vas imamo danes v oddaji. Se mi zdi, da ni veliko ljudi, ki bi tako v podrobnosti iz različnih zornih kotov poznali naš zdravstveni sistem, kot ga vi poznate. Pa me zanima zdaj, ko ste bolj v tej nadzorni funkciji, recimo v svetu bolnišnice Celje, pa mislim, da tudi kliničnega centra Ljubljana, kaj se je za vas spremenilo zdaj, ko niste več toliko na teh operativnih položajih, da tako rečem? Zdravje se je spremenilo. Aha, okay. Upam, da ne bolje. Končno sem spet zdrav, s stabilnimi kroničnimi boleznimi, sikiram se ne, boljše spim in stvari vidimo daleč, z helikopterskega pogleda, ki ga zdajle, bom rekel, zdravstveni politiki in politiki nasplošno manjka. Ali so v zdravstveni politiki pa politiki nasplošno prave usmeritve in pravi poudarki. To vidim zdaj mnogo bolj jasno. Ja, zdaj imate pa, če gledava zdaj na te najbolj odgovorne funkcije znotraj našega zdravstvenega sistema, imate dve zelo različni izkušnji. Na zavodu ste bili v bistvu dolga leta, medtem ko minister ste bili pa kratek čas. Zakaj je ta razlika? Ja, minister je politična funkcija, pa kot zdaj vem, nisem bil izbira, ampak je bil prva izbira, ampak jaz sem bil rezerva. Moj naslednik je bil prva izbira. Zbolel sem, imel sem nek predstadij covida s pljučnico vred in pa, kot so mi povedali, predsednik vlade ni bil zadovoljen z mojim tempom dela, predvsem na ukinitvi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. No, moj naslednik je to pospešil in je padla cela vlada. Ja, sej sem ravno hotel reči, to se ni do zdaj spremenilo, čeprav nič se ni spremenilo. Se je zvrstilo že kar nekaj ljudi za vami. Gospod Fakin, kaj bi vi rekli, kaj so recimo ključni gradniki našega zdravstvenega sistema, če začneva mogoče malo bolj na široko, pa greva potem v aktualni trenutek? Ja, ključni zdravniki so pravice. To se pravi, ali lahko pridem do zdravnika, ko sem bolan, ali dobim tako uslugo, kot je v Evropi, tako kvalitetno kot je v Evropi. Drugi ključni gradnik je, ali je dovolj zdravnikov, dovolj medicinskih sester, bolnišnic v dosegu moje roke in seveda, ali koliko bom za to plačal, ali je sistem finančno stabilen. In kot vsi podatki kažejo, sistem ta hip je v prostem padu. Drugo leto bo imel Zavod za zdravstveno zavarovanje 500 milijonov primanjkljaja, to se pravi denarja, s katerim ne more pokriti pravic državljanov. Čakalne dobe se daljšajo, kljub zagotovilom dodatnega denarja strani Ministrstva za zdravje. Zdravstveni zavodi ne morejo skrajševati čakalnih vrst, saj tako povedo. To se pravi, letos bomo čakalne dobe zmanjšali nič ali pa, bom rekel, minimalno. Zelo preprosto, zakaj jih ne bomo zmanjšali? Zdravnike, ki bojo delali več, je treba tudi več plačati, koliko pa se še niso dogovorili. Zdaj to me zanima, seveda bolnike ponavadi ravno to najbolj zanima, zdaj skrajševanje čakalnih dob, ampak vi, čeprav ste bili kratek čas minister, ste imeli načrt na tem področju, če se prav spomnim, ste se lotili
problema, da tako rečem, pri vhodu, ne, se pravi pri splošnih zdravnikih, pri prvih pregledih in takrat so se začeli kazati neki rezultati, ne? Ja, v tistih mojih 6 mesecih so začele čakalne dobe na prvi specialistični pregled padati, ker smo določili, koliko prvih pregledov mora nek specialist narediti. Ne? Potem so to za kakšno leto pa pol ukinili, zdaj je zopet uvedeno, vendar pa se v nekaterih bolnišnicah na vse kriplje otepajo, da bi naredili več. Čeprav Zavod za zdravstveno zavarovanje zdaj celo vrsto storitev, naprimer ortopedske preglede, kardiološke preglede, nevrološke preglede, plača vse, kar se naredi. Vendar pa osebno mislim, da poteka zdaj ena bela stavka. Ljudje nočejo delati več za tak denar, kot ga dobijo. Ne. To smo vedeli, ne, in jaz sem takrat rekel, da pričakujem, da bojo direktorji organizirali delo tako, da bodo vsi, ki delajo v zdravstvu, bili dejansko 6 ur efektivno zaposleni. Se pravi, da bojo delali neke storitve. No, to se ni zgodilo in to se še danes ne dogaja. Ne. Pogajanja, ki tečejo z sindikatom Fides, nikjer ne omenjajo, da bojo večjo plačo povezali tudi z večjo produktivnostjo. Ne. Zakaj je to pomembno? Ne? Zasebniki, ne, koncesionarji, ki pa te storitve delajo brez ovir in toliko, kolikor Zavod za zdravstveno zavarovanje plača, oni povezujejo plačo zdravnika z številom opravljenih storitev. In praviloma zdravniki pri zasebnikih koncesionarjih delajo tudi do 2-krat več kot v javnem sektorju. Lažje se tam spremlja, ne, ker se točno ve, koliko je pač Tudi v javnem sektorju se spremlja z lahkoto, vendar pa si tega nihče ne upa. Gospod Fakin, vemo, ne, ta neljubi dogodek, ki se je zgodil pred kratkim v splošni bolnišnici Celje, zdaj minister je zelo, bi rekel, na nek način zelo vihravo ali pa vehementno odreagiral tudi na koncu na znano sum storitve kaznivega dejanja zoper odgovorne osebe v bolnišnici. Vi ste tam v svetu zavoda, koliko sploh lahko en direktor bolnišnice ima vpliva nasploh ali pa pri takih dogodkih in na kak način je delo organizirano oziroma je pač ta hierarhija znotraj razporejena? Kartotek niso namenoma zamenjali, ne? Da ne bo pomote. Preprosto tega primera ni bilo predvidenega in reakcija je bila res pretirana, še posebej, ker ni končan noben strokovni nadzor, ne? Kaj se bo zgodilo, kaj ne. Doktor Robida opozarja, ne, če take napake, ki se dogajajo, ne prijavljamo, potem postanejo pometene pod preprogo. Ne. Če jih pa kriminaliziramo, ne, jih bojo pa ljudje skrivali. Ne. Takšni smo po naravi. Ne. Zadeva se je zgodila slučajno, ne zaradi krivde, ker ni bilo ustreznih protokolov strani vodstva bolnišnice, ampak ker ni bilo protokola v celi verigi. To se pravi, pacienta, ki ga dom odda, bi ga moral ustrezno označiti, se posebej, če peljejo dva ali 3. Mislim, da je ministrstvo že uvedlo korekturo, tako da bo ob sprejemu še posebej dementnih bolnikov potrebno se identificirati z zdravstveno kartico, ne, z osebno izkaznico. Drugače pa v bolnišnici so korektno postavili obe klinični diagnozi in pacienta ne glede na različno ime tudi korektno zdravili. Ne. In natolcevanje, da so ga pa mogoče zdravili napačno, ker so zdravili drugega, je pa zelo nevarno. Ne. Še posebej pred preiskavo. Ne. Če pa preiskava pokazala, da je dejansko bilo kaj narobe, potem pa seveda z veseljem je pa potrebno pravilno ukrepati in se pogovarjati o umiku vodstva. Ne pa že kar naprej in pri tem seveda zopet vztrajajo.
Bi na nek način nenavadno v tej zgodbi, ker če se lahko pogovarjamo o objektivni odgovornosti, verjetno kazenski odgovornosti, pa pri vodstvenem kadru v tem primeru težko, ali se motim? Težko se pogovarjamo. Ne? Kazenska odgovornost je povezana z eno osebo in tle je zelo težko dokazati, da je vodstvo bolnice kazensko odgovorno, ker je prišlo do zamenjave kartotek na vhodu v bolnišnico. Ja. Predlagam, gospod Fakin, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nam uvid, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, kako živ ali mrtev je naš zdravstveni sistem. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš posebni gost, eden največjih poznavalcev slovenskega zdravstvenega sistema, gospod Samo Fakin. Pogovarjava pa se o tem, kako živ oziroma mrtev je naš zdravstveni sistem. Gospod Fakin, pred dnevi sem zasledil, da je eden izmed bivših ministrov za zdravje, dr. Keber, izjavil, da v Sloveniji 500 ljudi umre na leto zaradi bolnišničnih napak. Kako vi komentirate to številko? Težko jo komentiram, ker podatkov ne poznam in bilo bi dobro videti podatke, preden izrečeš tako številko. Verjetno pa gre za primerjave z tujino in ugibanjem, da je pri nas približno enako. Delu oddaje, kaj so tisti trije ključni gradniki zdravstvenega sistema, verjetno vsakega, ne samo našega. Če pogledamo, verjetno brez zdravnikov si težko predstavljamo zdravstvo, katerokoli. Število zdravnikov narašča vsako leto, imamo uradne podatke, v zadnjih 10 letih se je kar precej povečalo, povišalo se je tudi število medicinskih sester, še najmanj število tehnikov. Ko vi vidite to, je število zaposlenih v zdravstvu, posebej zdravnikov, zadostno? Vemo, po teh nekih kazalcih na 1000 prebivalcev Slovenija zaostaja, ampak vendarle prebivalstvo se praktično ni povečalo v tem času. Res je, da se življenjska doba podaljšuje, mogoče s tem tudi število pacientov. Kako vi komentirate te grobe številke? Ja, tudi primerjave so izjemno grobe. Operirajo, da je 1000 zdravnikov v Sloveniji premalo glede na Evropo, pa ne povedo, katero Evropo. Glede na Evropo, Avstrije, Nemčije, morda Norveške, ampak z povprečjem Evrope, ali pa tam, ko se mi lahko primerjamo, Portugalska, Španija pa ne, ampak tudi to je špekulativno. Treba bilo videti, koliko efektivnih ur se vsak posamezen zdravnik naredi, in zdravniku je seveda premalo, če je delovna obremenitev več kot 6 efektivnih ur na delovni dan. Potem lahko govorimo, da je premalo. Dokler pa tega podatka nimamo, pa lahko špekuliramo. Naprimer, primerjamo posamezne bolnice, slovenske seveda, med sabo in vidimo, koliko je zdravnikov v celjski bolnišnici, koliko je zdravnikov v kliničnem centru, koliko je zdravnikov v Mariboru, in potem lahko pridemo po občutku, kje pa je največ zdravnikov na število pacientov. To je seveda ljubljanski klinični center, ki ima še veliko specializantov. Če malo en korak nazaj stopim, pa rečem, ja, kader je v vzponu. Denarja je že 4 milijarde pa 100. Za primerjavo, ko sem bil še direktor zdravstvenega zavarovanja, je bilo 2 milijarde pa pol denarja. Sprav, denarja je več, medicinskih sester je več, izobrazba je višja. Nam je naraslo število izobraženih medicinskih sester, diplomiranih za 50%. Vse skupaj jih je za 34 srednjih medicinskih sester, se je pa znižalo na 85
odstotkov. Ne? In imamo najdaljše čakalne dobe v zgodovini Slovenije, imamo zgubo po slovenskih bolnišnicah in imamo zgubo v Zavodu za zdravstveno zavarovanje, naslednjo leto jo bomo imeli, bomo kratki za enih 500-600 milijonov, brez uračunanega dodatnega minusa za plače, za dvig plač v zdravstvu in temu, kar se bodo izpogajali s Fidesom. Ne. To je pa še dodatnih 200 milijonov. Ne. Tako kritične situacije s pomanjkanjem denarja še ni bilo. Ne. Je pa res, da tudi tako nonšalantnega pristopa ze strani politike, ki to dogovarja, pa tudi še ni bilo. Ne. V mojih časih smo se skregali za 100 000 evrov v nekem načrtu in finančno ministrstvo absolutno ni popustilo. Danes pa zgleda, da 100 milijonov nič ne pomeni. Ja, ampak račun bo prišel, brez skrbi. Ja, račun ponavadi zmerno pride, ampak sej zaenkrat smo še pri besedah, se mi zdi. No? Kako vi recimo gledate na to igro moči ali pa koliko sploh ima kdo moči? Ne? Sej verjetno zdravniki vseeno, brez zdravnikov, kot sem že rekel, ni zdravstva, se pravi, so pa verjetno tudi oni pred težko odločitvijo, ne? Zdaj v teh razmerah iti v dejansko stavko ali ne. Vemo, v prihodnjih dneh se naj bi o tem dokončno odločili. Po drugi strani pa imamo kot eni redkih v Evropi pač ministra, ki je popolni zasebnik, ne? Hkrati pa prepričuje kolege zdravnike, da pač ne smejo iti v zasebne vode. Je v takih razmerah moč? Vi verjamete, da bo prišlo do nekega dogovora ali bo prišlo do zaostrovanja razmer? Do dogovora bo prišlo. Vprašanje je, za kakega pa koliko bojo zadovoljni. Tako kot sem že rekel, denarja za povišanje plač ni, oziroma ga bo treba zagotoviti v proračunu, kar pa pomeni, da bo nekdo drug ostal v proračunu brez denarja. S to dilemo se bojo še soočili. Sam politiki pač delujejo, dajmo se danes dogovoriti, kaj je pa jutri bomo videli. Kar se stavke tiče, stavka je slaba za bolnike, absolutno slaba za bolnike. Zdravniki bojo pa tudi izgubili dobršen del ugleda pri bolnikih. Ne bojo mogli več trditi, da so oni advokati bolnikov. Kakšni advokati, če pa štrajkajo? Jaz sem trdno prepričan, da velika večina zdravnikov bo to naredila na zelo težek način. In sem tudi prepričan, da pa naprimer zasebni koncesionarji pa sploh ne bojo štrajkali. Tako kot so cel COVID delali, ker oni so pa soočeni s tem, da če ne delajo storitev, ne morajo staviti računov, ni prihodka in ni izplačila plač. Oni so s tem soočeni. V javnem sektorju pa s tem nismo soočeni. Mislim, zame je recept enostaven. Plače v javnem sektorju treba povezati z storilnostjo in kvaliteto dela. In to takoj, to bi bila reforma. Ne pa financiranje specializantov, da se bojo odločali za primarno, za specializacijo iz splošne medicine. Čeprav to pozdravljam, splošno medicino je treba nagraditi, ampak to bo zopet sprožilo nove krivice znotraj sistema in to je začaran krog. Na koncu se bo treba zdravniki usesti in se zmeniti, kako plačo hočejo in kaj bojo za to naredili. Jaz toplo priporočam, da se zmenijo, dvignili vam bomo plačo, ampak čakalnih dob ne bo. Čakalne dobe počistite in to takoj, v pol leta, mimo grede da se jih. In tudi nobeno bolnišnico ne smete pripeljati v izgubo. Ker stroški nastajajo izključno z svinčnikom v roki zdravnika. Vlada bi morala tle dvig plač zabarantati z nečem. Pogojevati, ne zabarantati. Ja, zdaj recimo, da dogovora pač pride, recimo, da ga celo da vlada celo ali pa da skupaj preko dogovora veže to povišanje plač zdravnikov na to, kar ste rekli, se pravi
na boljšo učinkovitost, da tako rečemo, in pač tudi na zmanjšanje čakalnih dob in pa da niso bolnišnice v izgubi, ampak tu verjetno potem prideva do težave pač vodenje teh velikih sistemov, ne. Recimo, če pogledamo UKC Ljubljana kot največjo zdravstveno ustanovo v Sloveniji, mislim, da ima 8000 zaposlenih, ne. To je za tako državo, kot je naša, se mi zdi kar visoka številka. A mi imamo sploh dovolj vodij, gospod Fakin, in na kak način lahko te vodje sploh uveljavljajo po eni strani svojo voljo, po drugi strani pa recimo bi izpolnjevali te zaveze, če bi se z njimi o njih dogovorili z vlado? Ja, lejte, mi vodje, ne, v bolnišnicah še izbiramo na javnih razpisih in volontersko, ne. Dejstvo je, da je vodji, ki bi želeli biti vodje in nekaj znajo, izjemno malo, ne. Potem se pa še politika vmeša in kadruje iz svojih političnih vrst neke ambiciozne ljudi, ki se nič ne razumejo na zdravstvo, vedo pa, da bi radi bili direktorji, ne. To se dogaja praktično celo mojo kariero, bolj ali manj odkrito v vseh slovenskih bolnišnicah, ne. Znana sta dva primera, kliničnega centra, ki ste ga že omenili, in pa celjske bolnice, kjer politika želi za vsako ceno zamenjati direktorja, ne. In zanimivo, nima novega, ne. Nima novega, ne ve, kdo bi bil, še manj pa je ta človek sploh usposobljen, ker nimamo kriterijev za vodenje, ne. Jaz sem v času moje kariere predlagal ukrep, da se začnejo bolnišnice organizirati kot gospodarske družbe po principih, ne. Še vedno ostanejo javni zavodi, vendar pa princip osebne odgovornosti in princip odgovornosti sveta zavoda je takšen kot v gospodarskih družbah, da bi odgovarjali za svoje odločitve, ne. Potem verjetno svetu zavoda ne bi na kraj pameti padli, da izberejo kandidate, ki niso kvalificirani za vodenje. Zdaj je pa to vse skupaj volontersko, ne. To gre seveda skupaj tudi z plačo, ne. Klinični center, direktor, zdajle iščemo direktorja, ki mu lahko ponudimo 2500 evrov plače, pa če bo slučajno izgubil ministrovo zaupanje, je brez vsega, ne. V gospodarskih družbah je Lahovnikov zakon je povprečna večkratnik, petkratnik povprečne plače v podjetju, ne. Kar bi, rečemo, v kliničnem centru pomenilo, da bi imeli direktorja nekje na 10 000 evrov bruto plače, še vedno ne bi bil najbolj plačan, ne. Še vedno bi bili določeni zdravniki bolje plačani. Ampak tle se pa že lažje pogovarjaš, da bo nekdo resen prišel. Se pravi, če vas prav razumem, ne bi smeli preveč pričakovati od vodstvenega kadra bolnišnice, posebej, če se tako na hitro menjava, pa po takih kriterijih, kot lahko spremljamo zdaj že kar dalj časa, ne. Veste, voditi bolnico je izjemno naporen posel, ne. V kliničnem centru je 1500 zdravnikov. To so izjemno inteligentni ljudje, ki imajo monopol nad svojim početjem v medicini, ne. Z njimi bolnica napreduje ali pa pade. Ne, in delati z takimi ljudmi zahteva gromozansko veliko veščin, ne samo volonterski pristop, ne. Poznati moraš vse probleme in vedeti moraš tudi, kako se jih lotiti, ne. Mislim, tehnični problemi, tehnično vodenje bolnišnice še kar nekako funkcionira, no, ampak emotivno, ne, se pravi mehke veščine vodenja. Tu smo pa goli, bosi in brez vsakega znanja. Na vseh nivojih, da ne bo pomote. Tole me zanima, ne. Kot sva rekla že v uvodu oddaje, bili ste koliko, 10 let direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje, imate bogate izkušnje, tudi skupščino zavoda, ne. Nam laikom je mogoče nenavadno, da v skupščini sedijo tudi tisti, ki so odločajo recimo o cenah storitev ali pa materijala, ki ga sami potem dobavljajo. Vi imate tle, kot sem rekel, bogate izkušnje. Kako vi vidite to situacijo? Je pač neizbežna, bi se dal kako drugače urediti ali to sploh ni problem? Urediti, tako da bi preprečili, da tisti, ki direktno ali indirektno poslujejo z zdravstvom, ne morejo sedeti v skupščini zdravstvenega zavarovanja, ne. Mislim, ljudje malo poznajo, kaj to skupščina je, ne. Mislim, not sedijo predstavniki tistih, ki vplačujejo blagajno, ne. Polovico delodajalci, polovico sindikati, upokojenci, ne.
in oni odločajo o obsegu pravic, kjer pravice bomo sploh imeli, in oni odločajo s finančnim načrtom, koliko bomo za te pravice zapravili. Ne. In zdaj smo v paradoksu, ne. Polovico denarja gre za plače, o tem se pa pogovarjajo politiki. Ne? In kaj je za politike prioriteta? Ne? Ja, da bojo še enkrat zvoljen, da ne bojo imeli štrajka, ne da bo blagajna vzdržna. Ne? Mi smo že v mojem času rekli, v redu, vi se kar dogovarjate, sam dajmo dati varovalko v to, če bo Zavodu za zdravstveno zavarovanje zmanjkalo denarja zaradi neracionalnih finančnih odločitev, dajte narediti transfer iz državnega proračuna, tako kot je to urejeno v pokojninski. No, tu se je pa pri finančnih ministrih ustavili. Kaj vi recimo napovedujete? Ne? Zdaj, minister, parkrat so se ga dotaknila, Bešič Loredan, ne? Poznamo ga odprej, bil je pač eden najglasnejših kritikov, bi rekel, pač dogajanja v slovenskem zdravstvu, korupcije in tako naprej. Zdaj je prišel na mesto ministra, se mi zdi zelo odločno, ne, tudi očitno z veliko podporo predsednika vlade, se je lotil stvari na pravem koncu in koliko mu napovedujete uspešnosti, ne, imate tudi ne nazadnje svojo izkušnjo lastno z tega mesta. Glejte, ministre, predsedniki vlade odstavijo, ko so jim nevarni oziroma ko so politično nevarni njihovi stranki. To ne verjamem, da se bo zgodilo, ker imajo 41 poslancev v državnem zboru in lahko počnejo, kar hočejo. Ne? Minister bo v težavah, ko se čakalne dobe ne bodo skrajševale, v težavah bo, ko bo zmanjkovalo denarja, to bo pa še trajalo 1 leto, ne, preden se bo to zgodilo. Ne. So pa vsi znaki, ne, da se to bo zgodilo. Ne. Mislim, če se zapreš v slonokoščeni stolp, ni prvi minister, ki deluje bolj ali manj samotarsko, zelo malo ljudi sprašuje, tiste, ki pa mu operativno vodijo zdravstveni sistem, to se pravi direktorje zdravstvenih domov, bolnic in vse, ki potem zdravstveno politiko izvajajo, teh pa ne sprašuje nič. Ne. Bo neka zdravstvena reforma, ne, pripravljamo zdravstveno reformo, zakaj ne gre pa vprašati, kaj je treba v zdravstvenem sistemu spremeniti. Ne. Saj vsi vemo, čakalnih dob nočemo imeti, ne. Čakalne dobe morajo biti na ničli, ne. Seveda s tem potem uničite vse samoplačniške ambulante in to določenim elitam ne bo všeč. Ne? Zakaj je pozitivno poslovanje? Ja, zato, da bomo lahko z denarjem investirali v prepotrebno opremo pa stavbe. Ne? Klinični center iz leta 1975, kaj je treba krepko obnoviti in to stane milijarde. Ne? Zato pozitivno poslovanje. Ne? Jaz sem leta 2014 skupaj s takratno državno sekretarko Nino Pirnat v Zavodu za zdravstveno zavarovanje sklical en posvet, kjer smo vsi, ki delujemo v zdravstvenem sistemu, ne, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zdravniška zbornica, Ministrstvo za zdravje in izvajalci zdravstvenih storitev in pa bolniki seveda, ne, povedali, kaj od sistema pričakujemo. Ne, nastal je dokument na enih 10 straneh, ne, ki sem ga izročil takratni ministrici, ki je takrat isto leto prišla in potem je pa ministrica po svoje. Ne. Minister, ki ne vključi resnih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami in se ne pogovarja z ljudmi, ki sistem vsak dan živijo in delajo, ni dolgo minister ali pa nič ne naredi, ne, ker ne more. Ne. Ker potem, ko pa nekaj naredi, se mu pa uprejo na tak ali drugačen način. Ste optimisti glede tega, da bi aktualnemu ministru uspelo pri nameri, to se že nekaj vlad, ne, se vleče ta namera po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Ne, tle sem čisti realist, najti morajo 600-700 milijonov, ne pozabiti, da zaradi dviga cen zdravstvenih storitev bo zrastla premija, ne. 35 evrov in zdaj bomo hmali na 40
evrih, ker je nujna posledica, ne, če rastejo plače, rastejo tudi premije. Ne. Premija bo magično mejo 40 evrov, bojo pa že zavarovanci živčni, da morajo toliko dajati, pa še na vrsto ne pridejo. Ne. In ta stopnja nervoze se bo v sistemu povečevala in prideti, no, dajte pa še, da vam bomo pa vzeli dodatno, ne, to bo, ne, čim neke dodatne davke poskušaš upeljati, je zelo težko. Ne. Jaz bi osebno, ne, jaz bi prostovoljno zavarovanje, če ga je že treba ukiniti, bi si vzel čas na 5 let, pa postopoma za 10-20% vsako leto poskusil najti nek denar. Ne. Če pogledava, ne, 2 milijarde 400 leta 16, pa 4 milijarde 100 danes, mislim, da bi to lahko že zdavnaj ukinili, ne, če ne bi bilo pritiska na plače, pa še na nekatere druge storitve, rečemo bolniška 20 dni, ne. Takrat je zavod opozoril, da je to dodatnih 100 milijonov, kje jih boste našli. Ne. Mislim, brez, ne, ker zavod pa zelo skrbi za to, da so sfinancirane vsa nova zdravila, ne, ki prihajajo, ki pomenijo zdravje za zavarovance, ne, in to pa tudi eksplozivno raste. Ne. Mi smo se v 40 letih postarali skoraj za 8 let kot populacija. Ne, in staranje prebivalstva tudi stane. Potem pa seveda tu še dolgotrajna oskrba, ki pa zahteva tudi dodatnih 700 milijonov, ki jo je prejšnja vlada obesila sedanji vladi, ne, da bomo šli pa še na referendum in tudi če pozitivno referendum uspe, mi tega nimamo od kje sfinancirati. In stopnja živčnosti bo samo rasla, ne, tako da je minister v zelo nezavidljivem položaju. Ja, se kar strinjamo, verjetno z vami tudi mi, ko vas poslušamo. Eno vprašanje imam še, vam je blizu ideja, da bi recimo Zavod za zdravstveno zavarovanje pač plačeval, da tako rečem, storitev, ne glede na to, kje je bila upravljena, v smislu, da pač, če si upravičen do posega, si sam zbereš zdravnika, ki ti ta poseg upravi in potem zavarovalnica povrne stroške. Ta ideja mi ni blizu, ne, ker bi rad prvo videl, koliko je javni sistem sposoben narediti za ta denar, ki ga že zdaj dobijo. 54% zdravnikov v bolnišnicah več v zadnjih 15 letih in 34% medicinskih sester več. Pacientov je pa za njih 5-6% več, čist nič več. Ne. In jaz mislim, da so čakalne dobe umetne, napihnjene, da so posledica slabe organizacije dela in tihega štrajka, tako kot sem že rekel, belega štrajka. Ne. Direktorji se pa borijo z lastnim preživetjem, namesto da bi direktorovali. Ne. Direktor, ki nastopi proti zdravniškemu cehu v bolnišnici, ne, ni dolgo direktor. Ali pa če se zameri ministru, pa sploh ne ve, da se je zameril. Ne? Ja, ali pa če se zameri ministru. Ne, ja. Mislim, to je, veste, to je pomanjkanje politične kulture. Ne. Minister bi moral povedati, direktorje bom meril po teh le kazalnikih. Ne. In vse so zelo preprosti. Ne. Ali je opravil program, ali je skrajšal čakalne dobe, ali je posloval pozitivno, ali ima neke dolgoročne načrte in če jih ima, jih puste primer, pa če so beli, zeleni ali pa kodrlajsasti. Meni je čisto vseeno. Tako pa si pridržujejo pravico, da politično kadrujejo svoje prijatelje, ne, to se je zgodilo v času Cerarjeve vlade, ne, ko smo bili priča zelo čudnim kadrovskim kombinacijam. Seveda, saj v Celju se je to rezultiralo v izgubi, je bila bolnica, ki ni bila nikoli v izgubi, ne, 20 let. Ne. Ni bila, pravzaprav 25 let ni bila v izgubi, stabilno poslovala. Vse ima pa 6-7 milijonov minusa, ker so prejšnjemu vodstvu malo zrahljali vajeti in je šel voz po svoje. Imate kakšno pozitivno, počasi se bližava koncu oddaje, kakšno pozitivno sporočilo vendarle za naše gledalke in gledalce? Ja, jaz mislim, da se bomo prej slej morali usesti in dogovoriti, kako naprej z zdravstvenim sistemom. Ga je pa definitivno potrebno resetirati. Ne, se dogovoriti,
kakšna plača za kakšno delo in kako bomo organizirali, in pa seveda se dogovoriti, da politika naj da prste stran od upravljanja zdravstvenega sistema. Mi imamo na političnem nivoju izrazito negativno selekcijo strokovnjakov, ki bi znali dobro voditi zdravstvo, je pa dovolj. Ampak če nisi prave politične barve, tja ne moreš prideti. Ste pa eden redkih, se mi zdi, ki pa ne rečete, da je pa denarja premalo, ne? Ne, denarja ni premalo, dokler ne vem zelo natančno, kako se ta denar porabi. Ne. Je pa to mantra, ne. Denarja je premalo, denarja je premalo. Če se spomnite, je rekel minister, 12% BDP-ja bomo namenili za zdravstvo, nihče ga ni vprašal, od kod pa. Ne. In če živi v tem, da je denarja premalo, potem se lahko troši, kakor se hoče. Ne. Ampak, bom rekel, mi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, tam sem tudi v nadzornem svetu, želimo vedeti, kako se ta denar porabi. Ali ljudje res delajo 6 ur na dan? Pa kaj delajo? Ne? Pa kaj delajo? In dokler se ne bomo o tem pogovarjali, ne, in se tej temi se izogibamo, toliko časa bomo tavali v temi in bomo živčni. Bova potegnila črto pod današnjo temo čez hip. 65 let, Fakin, te bo infarkt. Gospod Samo Fakin, najlepša hvala za vaše današnje gostovanje v naši oddaji in za vaš neprecenljiv pogled na stanje slovenskega zdravstvenega sistema. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali naš zdravstveni sistem še diha, že 781. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kakšen mora biti novi predsednik. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.